Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. In to je vse, kar bom reči v uvodu v to epizodo. Seveda ne, obstaja tudi obrazec, vprašam Žeta, s klicajem, ki je v zapiskih, tam je tudi povezava do Discorda. Vabljeni! Danes ena tema, potem pa par vprašanj. Začnemo pa z Meto, dajmo jim kar reči, Facebook, ki je predstavil nekaj nove strojne opreme, ki je zelo zanimiva. In to je nova različica njihovih očal, tokrat z imenom Meta Ray-Ban Display. Display pa zato, ker imajo zaslon. Kje pa je zaslon, Anže? V očalih, se pravi, hodiš naokoli in na desnem očesu, se ti nekako izrisuje vmesnik teh očal, ki ga upravljaš z zapestnico na tvojem zapestju, ki beleži signale, ki upravljajo tvojo roko. O tem malo več kasneje. Začnimo na sami predstavitvi teh očal. Bila so predstavljena še ena bolj športna od Oakleya, ki izgledajo točno tako, kot si zdaj v glavi predstavljate športna očala. Kot če vidite ljudi teč športnimi očali, taka so pa Oakley različica, a niso tako zmogljiva seveda kot ta z displejem, poševnica z zaslonom. Sama predstavitev je bila kar grozna, moram reči. Jaz je v živo nisem gledal, ampak sem potem pogledal par teh skrajšanih različic, pa je šlo toliko narobe, ko je Mark Zuckerberg stal na odru, ko pol stvari ni delalo. Na koncu so zato okrivili Wi-Fi, se pravi brezžični internet v hiši, ampak res kar grozen demo vsega skupaj. Vseeno pa mogoče pohvala, ker je bil vsaj demo v živo, se pravi niso vnaprej posneli reči, tako kot je postalo moderno med covidom in pa v današnjih časih, je šlo pa res veliko narobe. Vseeno gre pa za očala, ki moram reči, da so zelo presenetila, predvsem zato, ker je Meta pred 11 meseci predstavila prototip, ki naj bi stal $10,000, da ga proizvedejo podobnih očal. O tem sem tudi govoril v tehnični podpori. Prototipu se je reklo Orion in je že takrat bil zelo impresiven tehnološki demo, ampak smo bili vsi pametni, to je pa saj še 5 let daleč, preden bodo lahko to naredili v nekem paketu, ki ga bodo lahko prodajali normalnim ljudem. No, zdaj je pa september 2025 in resnično so dostavili neka očala, ki izgledajo kar zelo uporabno. Še vedno imajo kamero, seveda tiste zvočnike, so debela, še vedno veš, da nekaj ni okej s temi očali. Oziroma, bom tako rekel, vedno bliže smo tisti meji, ko bi lahko rekel, ta očala imajo pa noter procesor in baterije, ali pa ta človek ima rad zelo debele okvirje svojih očal. Recimo, res moram reči, da se ta očala temu že približajo. In po vsem, kar sem bral in gledal, potem po predstavitvi, so bili vsi tako kot jaz navdušeni. Moj bog, pred praktično 1 letom so kazali prototip, zdaj so pa tole dostavili. Kakšen napredek, kakšen nor napredek. Potem dlje, ko sem razmišljal o tem, jaz mislim, da je bil tisti prototip oziroma kazanje prototipa zelo prefinjena PR poteza, zato da potem, ko bodo dali ven ta očala za končne kupce, bodo vsi rekli, moj bog, kako Meta napreduje, kakšne inženirje ima Facebook, da so v tako kratkem času dosegli tak preskok. To je absolutno samo moja špekulacija, ampak jaz dejansko mislim, da je bila to PR poteza, ki je zelo delovala, ker sem mislil, da so vsi to kupili, vključno z mano. Če so pa slučajno res v 10 mesecih tak napredek naredili, pa res samo kapa dol. Ampak jaz več kot razmišljam o tem, mislim, da je to nemogoče. Zdaj, zakaj točno gre? Se pravi, očala, ki imajo zaslon, upravljaš jih s tistim paščkom na zapestju, zgleda kot pač ura brez ure, pašček od ure brez ure. Zelo so pohvalili ljudje, ki so že preizkusili vse skupaj, pisanje, ki je narejeno tako, da nekako s prstom po svojem stegnu rišeš črke in jih sistem, se pravi ta pašček, presenetljivo dobro zaznava, ker pri vseh teh obogatena poševnica virtualna resničnost je nekako pisanje še vedno tista reč, ki ne deluje nikjer prav dobro, ali streljaš z nekim kursorjem, z nekim kazalcem, streljaš črke, potem Apple ima v Vision Pro tisto virtualno tipkovnico, ki sem jo preizkusil in je res kar za nič, moram reči. Tukaj pa vsi nekako pravijo, ki so to preizkusili, da dejansko pišeš recimo Wi-Fi geslo in sistem nekako pravilno zazna te črke. Seveda bomo videli, kako vse to deluje, ko pride zadeva do ljudi. Je pa na voljo že za nakup, kar naj takoj na začetku povem, da je cena $800. Meni se to ne zdi prav veliko, ker to neko pravilo je bolj, ko pomanjšaš reči, dražje so, gre za tehnologijo, ki je še absolutno na svojem začetku, tako da so zadevo spravili pod $1,000, se mi zdi kar impresivno.
si upam tudi reči, da Facebook najbrž prav veliko ne služi z vsako prodano enoto, ker je najbrž zelo, zelo majhen. Sicer so pa, zdaj sem skoraj rekel klasična, kot da je to neka tehnologija, ki noro dolgo obstaja, vse v taki obliki, ampak ja, so očala, ki imajo zaslon, se pravi, ko gledaš, vidiš nek umestnik narisan čez tisto, kar gledaš. Zelo so si tudi pohvalili dejstvo, da se nekako ne ve, da imaš zaslon prižgan, se pravi, iz zunanje strani se ga praktično ne vidi, ne bi dobro delovalo tudi na soncu, ker to je bila velikokrat težava tovrstnih produktov, ker ko je bila močna svetloba, nisi videl zaslona, se pravi, slabo si ga videl. To so vsi rekli, ki so preizkusili vse to, kar sem jaz prebral in pregledal, da temu res ni tako. Če samo PR-ovsko pogledamo uporabo, ne gre za to, da ko navigiraš po mestu, se ti seveda izrisuje zemljevid in ko se ti obrneš, se puščica obrne in ti pokaže, kam moraš iti, kar se mi zdi super. No, to mislim, da je kar na prvo žogo neka prednost. Zelo zanimivo so bili tudi ustvarjeni podnapisi ljudi, ki govorijo. Ne? Ti lahko rečeš, začni delati podnapise, se pogovarjaš s človekom in ker seveda vse skupaj deluje na, v narekovajih, umetni inteligenci, ne? Ker je spodaj LLM, Large Language Model, ki s tekstom res kar zna delati, dejansko podnaslavlja ljudi, ki govorijo s tabo. Prav tako so lahko zanimivi videoklici, se pravi, kličeš nekoga, se ti na zaslonu pokaže kvadratek z človekom, s katerim govoriš in se na ta način pogovarjaš. Se pravi, brez telefona, brez računalnika, brez vsega. To je zdaj nekako ta PR-ovska slika, ki jo Meta riše. Kar sem jaz opazil, vsaj tisti, ki so malo več pokazali samega umestnika, je to, da ni izgledal zelo tekoč, se pravi, da animacije so bile, vsaj meni je tako zgleda počasno, je pa res, da je te zadeve zelo težko zajeti potem s kamero. Bom mogoče sodbo prepustil, če kdaj dobim ta očala v roke. Pa predvsem je zelo zanimivo to, da Meta zaenkrat samo obljublja prihod neke trgovine z aplikacijami, trenutno so pa na teh očalih samo aplikacije Mete. Spravi, ko se pogovarjaš, videoklic recimo, no, je to WhatsApp, ki je od Mete oziroma Facebooka. Tudi zemljevidi so njihovi zemljevidi, boh ve, kakšni so te zemljevidi dejansko v primerjavi z Apple zemljevidi in Google zemljevidi. Instagram je seveda prisoten, tako da lahko gledaš reelse, bi temu rekli, malo mlajši od mene, kar v očalih. Se mi zdi, da je edina izjema, ki je bila, ki sem jo slišal omenjeno, je pač Spotify za glasbo. Sicer pa ne bi tako, vsaj Meta obljublja, prišla neka trgovina z aplikacije, kjer bi lahko tudi ostali dali svoje aplikacije na ta očala. Ker je to podcast, je zelo težko te reči pokažati, sem res dal video, od koga sem ga pa dal potem na koncu, sem se odločil za MKBHD-ja, se mi zdi, da je kar lepo prikazal vse te uporabne vrednosti, ki jih Meta nekako promovira. Hkrati pa seveda je tukaj vedno nekaj zvezdic, o umestniku sem že govoril, baterija tudi, kakšna bo avtonomija na dolgi rok, bo zelo zanimivo videti, ker čeprav gre za debela očala, ko jih primerjamo z navadnimi očali, kot sem prej rekel, ampak vseeno gre za očala, ki vso drobovje skrivajo pač v samem okvirju, spravi ni dodatnega ploščka, ki bi predstavljal nekako povezavo z računalnikom, tako kot je bilo pri tistem prototipu Orion. To bo zelo zanimivo za spremljati. Hkrati pa gre že spet za nek produkt, ki ima vgrajeno kamero, ki je kot družba absolutno še nismo vajeni, čeprav že prejšnja različica Meta Ray-Ban očal je bila kar prodajna uspešnica, seveda ne v primerjavi recimo s pametnimi telefoni, ampak gre za produkt, ki se pač je prodajal. Kaj to točno pomeni za zasebnost, ker veste, lahko snemam in je to iz mojega zornega kota, kako bojo to, pač bom kar rekel, idioti uporabljali, bo že spet zanimivo spremljati, če ta očala res postanejo tako masovno na glavah, sem skoraj rekel v žepu, tako masovno na glavah kot telefoni recimo. Hkrati res ne moremo mimo dejstva, da to dela Facebook oziroma Meta, ki ima zasebnostjo, sem hotel reči slab odnos, ampak se mi zdi, da ga praktično nima. V tem podcastu sem večkrat govoril o vsem maslu, ki ga ima to podjetje na glavi, kar se zasebnosti tiče, ampak predvsem odnosa do svojih uporabnikov, zasebnosti svojih uporabnikov, podatkov svojih uporabnikov. In kot če jaz zase pomislim, ali bi dal na glavo očala tega podjetja, spravi Facebooka s kamerami in mikrofoni, je moj odgovor absolutno ne. Kako točno se bodo oni PR-ovsko ali pa marketinško temu zoperstavili, bo zanimivo videti v prihodnosti. In pa ne gre nekako
vzeti tega, da res na tem področju, če bo to res postala kategorija, ki bo uporabna za ljudi, ne, so na prvem mestu trenutno. Apple z Vision Pro je tam, ki je, Google se na vsake toliko kaj potrudi z obogateno oziroma virtualno resničnostjo, ampak v primerjavi s temi očali nič pretirano resnega, tako da je Facebook oziroma Meta tukaj res praktično sama na vrhu, no, čeprav ta vrh ni tako visok, recimo kot pametni telefoni. Bo pa zanimivo spremljati, no, kako bodo ljudje posvojili te naprave, kaj pomeni točno ta cena $800, to ponavadi pomeni potem v Evropi, če sploh bodo na voljo, pri nas recimo okoli €1000, ne, tak je saj trend zdaj. Za konec, kar se teh očal tiče, pa mogoče res tista najbolj uporabna vrednost, ne, to je pa, ne vem, zdaj bom zelo posploševal, ne, ampak recimo za ljudi, ki so pač gluhi oziroma naglušni, da imaš očala za slonom, ki v trenutku, ko človek s tabo govori, spodaj pišejo podnapise, se mi pa zdi, da se kar konkreten svet odpre. Potem so tu videoklici v različnih jezikih, ne, ker tukaj tudi jaz priznavam absolutno uporabnost large language modelov, ne, spravi v narekovajih umetne inteligence, pri prevodih recimo, ne, saj za pogovore in sploh na zaznavanju glasu, ne, če samo pomislimo, kakšna je bila zaznava glasu z računalnikom pred v narekovajih umetno inteligenco in po njej je res kot noč in dan razlika, ne. Ko pa o teh rečeh govorimo, pridemo pa na eno področje, kjer je res težko zanikati neko uporabno vrednost. Še enkrat, vse to pa dela Meta oziroma Facebook, ne, kar je ta grenak priokus na koncu, ker gre za podjetje, ki mu ni prav za zaupati, ne, z mikrofoni in kamerami v svojem življenju. To je pač moje mnenje, ki je pa je podprto na zdaj že letih spremljanja Facebooka. Tako da ja, Meta Ray-Ban display, res kar neverjeten produkt, glede na prototip, ki so nam ga kazali, tako kot sem rekel na začetku, še bolj, zdaj, ko sem še tole posnel, sem še bolj prepričan, da je to res super PR poteza, da pokažeš prototip, ki ga nihče drug na trgu nima, zgleda impresivno, potem pa v manj kot enem letu dostaviš produkt na isto temo, ki je še boljši kot tisti prototip in kar naenkrat stane $800, čeprav govoriš, da prototip stane 10,000. Ja, bravo Meta, oziroma PR oziroma marketing oddelek Mete. Še enkrat res video od MKBHD-ja je v zapiskih, pejte si pogledat, no, se mi zdi, da boste presenečeni, če niste videli video posnetka teh očal, boste najbrž res presenečeni, kako vse skupaj izgleda, bom kar rekel futuristično oziroma nekaj, kar mogoče še ne bi bilo možno in bo zanimivo tudi spremljati konkurenco, kako se bo odzvala na to. Ker vsaj po teh prvih vtisih gre za eno tistih novih tehnologij oziroma vsaj novih produktov, ki ima nekaj dobre volje pri ljudeh, ki te reči spremljamo, pa tukaj sebe zdaj neštejem, ker ga nisem imel v rokah, ampak tisti, ki so pa imeli, so že vsi malo, moj bog, že spet neka očala, pa so bili tukaj, ja, ta očala so pa kar okej. Tako da ja. To je to za temo, zdaj gremo pa na vprašanja. Začenjam pa z Žano, ki je pač nekaj izpostavila, že spet bo govora o e-bralnikih, to ne tako povem. Ampak se mi je zdaj tak super vprašanje, ki seveda nimam odgovora, Žana, to ti že vnaprej povem, ampak se mi zdi fajn, da se samo malo razširi ta debata oziroma saj pogled, ker te reči jaz včasih kar zapostavim, tako nehote. Pozdravljen že, sklicajam, prav Žana. Sem ena tisti, ki si je z bonom med pandemijo privoščila bralnik, to je izjemen podatek, in seveda izbrala prvega, ki mi je zagotavljal zastonj ponudbo slovenskih knjig. Govorim seveda o Beletrinem Inkbooku. Tukaj Žana najbrž misli pač Biblos in knjižnice in vse ta brezplačno pri knjižnicah govoriti se mi zdi nefer, ker knjižnice so javno dobro, ne. Ampak ja, razumemo. Vse super, fajn, tako je napisano, do tega, da je Biblos prenehal delovati. To, kar je zdaj dostopno na Kobisela, je ok, ampak premalo za moj okus. Večji problem pa imam s tem, da sam prenos knjige traja predolgo. Namreč moj Inkbook ima zelo slab androidni sistem in prijava v Google vedno na novo je utrujajoča. Beletrina Digital pa študentom na budžetu ni najbolj prijazna. Za ta denar si lahko na 2 meseca kupim kar fizično knjigo. Kaj predlagaš? Nakup novega bralnika? Kakršnokoli stran, ki bi omogočila slovensko literaturo, sprejemam kakršnokoli pomoč in predlog. Hvala in se veselim novih epizod, Žana. To vprašanje mi je predvsem všeč, ker bolj osvetli še to finančno plat, ne, na kakršenkoli način zdaj, ali je to nakup novega bralnika, ker lahko je Anžetu govoriti, kupite Inkbooke za par €100 in živeli boste svoje življenje, ampak se absolutno zavedam, da vsi nismo v taki situaciji. Kar se pa slovenskih knjig tiče, je pa moja vera še vedno dejansko po vsem tem uperjena v Kobiselo oziroma v slovenske knjižnice in ljudi, ki ta sistem peljejo naprej in ga razvijajo.
Še enkrat bom rekel, ali je popoln, seveda da ne. Ali predvsem komunikacija šepa, absolutno. Ampak, veste, tukaj gre za knjižnice, ki so javno dobro, imajo nek sistem. Jaz tudi razumem te porodne krče, tako kot sem v prejšnji epizodi rekel, niso za vse krivi ljudje, ki so to razvijali, krivi so tudi proizvajalci teh e-bralnikov. Ne vem, jaz bi rekel, pa pošljite kakšen mail na knjižnico, zakaj pa ta knjiga ni dostopna v Kobiseli, ali pa na založnikom težite. Se mi zdi, da bomo na ta način vsi skupaj veliko več dosegli, kot pa upali, da bo že spet kakšna plačljiva naročnina na nekaj, na nekoga, ki je nekako dobil pravice po ne vem kakšnih obvodih in mahinacijah, bolj cool kot knjižnice, ki se mi zdi, da so res nujno potrebne v vsaki državi, bom rekel v demokraciji, in se mi zdi, da je super, da so se malo bolj na svoje noge postavile. Hkrati pa to ne pomeni, da jih ne smemo kritizirati in jim težiti, da se Kobis-Ela oziroma Kobis nasplošno še bolj izboljša in da ne pristajamo na pol narejene rešitve, čeprav še enkrat niso za vse sami krivi. Žana, tebi pa, če je tisti inkbook tako počasen, vsaj boljši bralnik, nekaj z malo zmogljivejšim procesorjem, mogoče z Androidom, ki ima ni na različici 3,5, boh, na čem je inkbook. Ampak ja, to že spet pomeni denar, tako da prav pametnega odgovora, kot sem že na začetku rekel, nima. Ampak vseeno hvala res za vprašanje, ker se mi zdi tudi o tem vredno pogovarjati, o cenah teh bralnikov nasploh in pa potem o dostopih vedno znova. Še eno vprašanje, ki je malo starejše in sem bil potem že prepričan, da sem ga v eni epizodi imel, ampak nisem našel, da bi ga imel v tem mojem sistemu označevanja. Če sem ga slučajno imel, se opravičujem, ampak ta vprašanje je res, to mi je super, da mi je žal, da ga mogoče še nisem imel, ali pa sem ga že imel toliko časa nazaj, da sem pozabil. Zdravo, že Sklicajem, Žiga je to napisal. Zanima me, ali obstaja kakšna pametna budilka, ki bi jo bilo možno sinhronizirati z alarmom na telefonu, na iPhonu. Rad bi se v postelji znebil telefona in ga puščal v dnevni sobi oziroma kuhinji, vseeno pa bi mi ta sinhronizacija zelo pomagala. Pametna ura v tem primeru ni rešitev, ker bi se generalno rad znebil pametnih naprav pred spanjem. Hvala za odgovor in za ustvarjanje izjemnih vsebin. Hvala, Žiga. Ja, to je meni izjemna ideja. Jaz sem se tudi znebil, zvezdico. Vsi veste, da sem kupil od Nintendo budilko. Če tega ne veste, kupil sem od Nintendo budilko, ki je povezana z Wi-Fi v internetu. Ker potem dobiš nove zvoke iz Nintendo sveta, da te zbudi. Ni važno. V glavnem, to je tehnično gledano pametna naprava, ki jo jaz imam v spalnici, ampak ja, jaz sem se tudi telefona znebil, ampak se mi zdi pa genialna ta rešitev, ki jo Žiga predlaga. Spravi, da bi ti na telefonu nastavil alarm, potem bi se pa ta alarm sinhroniziral z budilko, ki je v tvoji spalnici, tam pa ne bi bilo telefona. To se mi zdi res dokaj genialno. Ali kdo kaj takega pozna? Jaz kaj takega še nisem slišal, si ne znam predstavljati, kako bi bilo to narejeno, ampak se mi zdi pa dokaj genialno, ker bi na ta način se res lahko človek še lažje losal, se temu reče strokovno, telefona v spalnici. Tako da, Žiga, res ful hvala za izjemno vprašanje. Ali kdo kaj takega ima, je kdo kaj takega zgradil iz različnih drugih naprav, da mu kaj takega deluje, ker se mi zdi res dokaj genialno. Pa mi je žal, da ne obstaja. Čeprav moram reči, to je pa mogoče zdaj update Anžeta in njegove otroške budilke. In ta Nintendo budilka je res ok. Jaz sem zelo vesel, da jo imam. Tako da veselje mi prinaša. In sem, še enkrat, dal sem 100 evrov za njo, kar je preveč, nikomor tega ne priporočam. Ampak meni res veselje prinaša in sem zelo vesel. Tako da te to. Hvala, da poslušate, že spet sem skoraj da predolg. To je to. Dajte kakšno oceno v Apple Podcasts. Zdaj nimam pred sabo. Mogoče kakšno že spet prebral, če jo date, se pravi oceno v Apple Podcasts. Sicer pa Discord povezava je v zapiskih in pa seveda obrazec vprašaj Anžeta. Sklicajem. Enkrat bom dal majico narediti. Zatežil bom navalo, da mi naredijo majico. Pač ta samo obrazac ali nekaj si bom zmislil. To je to. Hvala, ker poslušate. Res hvala, ker poslušate. Čau.